Hvala lepa. Mislim, da je bilo tako navdušujoče, da zdaj ne bom izkoristila tiste priložnosti, ki mi je Darko napisal, da lahko še kaj v tekst dodam. Jaz mislim, da ste odprli toliko enih zanimivih tem, da boste zdaj brez težav govorili o tem, a ne? Darko Mali, vodja projekta z Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Iztok Družina prihaja kot ravnatelj Srednje tehniške šole Koper, izredni profesor dr. Marko Radovan z oddelka za dr. Uroš Ocepek iz Srednje poklicne in tehniške šole Trbovlje in pa Matic Holobar šolskega centra Celje se nam bodo zdaj pridružili in govorili o tem, kaj nam bo prineslo sodelovanje obsežnega partnerstva v projektu KIPSI. Dobrodošli. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Mi je kar malo glas vzelo, upam, da se mi bo povrnil. Špela je že napovedala celotno ekipo. V tem projektu smo res postali kar ena družina. 2 leti že skupaj delamo. Velikokrat smo se srečali, sicer žal predvsem na spletu, kar je sedaj praksa v projektih, nekajkrat pa tudi seveda v živo. Tako da sem prav vesel, da danes lahko skupaj predstavimo vsaj del rezultatov, tako sedaj le v tejle dopoldanski predstavitvi, kot seveda potem tudi po odmoru v delavnicah. Naše delo smo si kar razdelili, tako kot smo si seveda razdelili tudi vse delo v samem projektu. Čeprav CPI koordinira nekako projekt, je tudi sodeloval od vsega začetka seveda pri pripravi projekta, pa ste, hvala lepa, mnogi partnerji seveda prevzeli tudi zelo pomembne funkcije pri sami koordinaciji in izpeljavi projekta. Zdaj, preden gremo naprej, smo pripravili še eno nagradno vprašanje, tako da vas prosim, da kar v roke vzamete telefone. In prvih 10, ki bo na tole pravilno odgovorilo, seveda potem čaka nagrada pri registracijski mizi. Tako da kar korajžno, da še malo sami preizkusimo naše spretnosti, pa tudi koliko smo Andreja poslušali v predhodnem predavanju. Tako, kot je bilo že omenjeno, projekt je nastal v času epidemije. Že takrat je bil en odgovor Centra za poklicno izobraževanje, kjer smo sodelovali tudi z našimi kolegi z oddelka za pedagogiko in andragogiko, da je seveda premišljena raba in kombinirana raba različnih pedagoških pristopov tista, ki seveda da določene odgovore. Nismo seveda vedeli kako, ampak vedeli pa smo, da je treba stvari premisliti in seveda kombinirati in uporabiti tisto, kar je za določeno stvar ustrezno. Tako da smo se skupaj potem znašli, po eni strani se mi zdi tudi neki navdušenci nad tehnologijo, vendar pa smo tekom projekta seveda vse bolj razmišljali o tem, kako je potrebno to področje urediti, kakšne izkušnje potrebujemo, kakšno znanje za to, da bi se lahko bolj kakovostno seveda odločali v našem vsakodnevnem delu z dijaki. Potem ves čas projekta smo tudi poudarjali pač skupnostno učenje, skupen razvoj, skupne razprave na različnih nivojih, tako na nivoju šol kot na nivoju projekta, kot seveda tudi v našem mednarodnem okolju, za kar se seveda sploh našim partnerjem na Islandiji in na Norveškem še posebej zahvaljujemo. Kmalu smo v center postavili seveda prav razvoj pedagoških pristopov, prav
usposabljanje učiteljev in tudi preizkušanje tega v sami praksi. Seveda nismo pa mogli brez razvitih gradiv, kar ste na šolah seveda zelo z veseljem in z veliko zavzetostjo seveda delali, zato je šlo veliko časa in bo tudi tukaj seveda vnaprej potrebno seveda razmisliti, kako se tudi tukaj organizirati, kako to podpreti, se pa seveda danes že zelo veliko stvari da pripraviti, kar je potem seveda bolj uporabno pri novih oziroma na novo razvitih pedagoških pristopih. Tako da so potem na podlagi tega nastali ti trije paketi, trije delovni sklopi, katere bomo danes seveda tudi v teh nekaj minutah tudi predstavili. Tisti, ki nas spremljate preko Konfive, lahko seveda tudi pogledate že kar sproti, tudi na našo spletno stran oziroma imate tudi preko Konfive povezavo na te rezultate. Tako da smo danes poskrbeli, seveda, da je tudi ta konferenca kombinirana, da imamo vse, veliko možnosti, kako jo lahko spremljamo, tako da hvala seveda tudi ekipi Konfive, ki nam je ponudila to priložnost, potem seveda tudi ekipi z Novega mesta, ki vse to tukaj iz naše dvorane tehnično omogoča, pa seveda tudi Mladinski knjigi, ki nam je priskrbela zaslone, ki jih bomo rabili potem pri samih delavnicah. Tako da smo poskušali, in pedagogiko in tehnologijo tudi danes prinesti v ta naš prostor. Pomembno je seveda bilo, kot sem že omenil, to partnersko sodelovanje v našem projektu. Zasnovali smo projekt tako, da je povezovanje tako med srednjimi in višjimi šolami, višje šole v manjšem delu in seveda tudi univerzami, se pravi, da je praksa, znanje, izkušnje, razmislek na enem mestu, da ne iščemo potem resursov prav veliko še zunaj projekta. Dogovorili smo se tudi za način dela, se pravi, nekako smo imeli skupne cilje, skupen namen, kaj želimo. Vsakdo bi potem seveda iskal svojo pot, tako na ravni šole, kot tudi na ravni potem skupin partnerjev iz držav, kjer se nismo veliko spraševali, kje je kdo, ampak vsakdo seveda gradi svojo izkušnjo naprej. In tudi tukaj smo videli, da pravzaprav ni prav velike razlike. Tukaj smo vsi precej na začetku in negotovi, čeprav imajo seveda na Norveškem in Islandiji veliko več izkušenj, predvsem z izobraževanjem nadaljavo, ker so tudi njihove države seveda po dimenzijah zelo različne od Slovenije. Projektni partnerji so bili že našteti, tako da to ne bom dodatno tukaj pojasnjeval. Smo pa v letu 2022 potem preko javnega povabila vključili še nekatere druge šole, ki so se potem vključili tudi v drugo fazo usposabljanja in pa si iz tega projekta pridobile tudi nekaj dodatne opreme za izdelavo video in interaktivnih učnih gradiv. Na začetku bi rad samo to poudaril, kar je bilo seveda poudarjeno tudi že na uvodnem predavanju, da čeprav smo se seveda na začetku veliko bolj nekako ukvarjali s tehnično definicijo, če temu tako rečem, kombiniranega izobraževanja, smo s projektom predvsem hoteli prispevati k temu seveda, da bi predvsem razmišljali o tem, v katero smer želimo spremeniti izobraževanje danes in kaj želimo seveda v bodočnosti. Zato sem tukaj izpostavil tri vidike,
se pravi po eni strani kombinirano izobraževanje z ustrezno seveda izbiro metod, lahko mnogo bolj kot brez tehnologije podpre diferenciacijo, delo v majhnih skupinah in pa tudi individualizacijo v izobraževanju. Potem seveda veliko lažje nekako dijaka nagovorimo, da prevzame odgovornost za lastno učenje in seveda ob tem pa mora učitelj seveda razmisliti o svoji vlogi, tudi preskočiti, bi rekel, to bariero in se vživeti v te nove vloge. Pa ne nazadnje je pomembno tudi nova razdelitev seveda vlog in nalog med učitelji v šolskem kolektivu. Pa še to, kar recimo se tudi potem dotika naših strokovnih programov, naših poklicnih programov, tudi ne nazadnje projekta modernizacije, ki se tudi usporedno razvija. Se pravi, ta pristop, kjer dijak pride lažje v ospredje, kjer smo bolj osredotočeni seveda na dijaka kot na samo, bi rekel, tehnično znanje, veliko bolj lahko prispeva tudi kompetenčni in akcijsko naravnanemu pouku. To so mogoče neka ta spoznanja, ki smo jih tudi dobili med samim projektnim delom. Smo pa že na začetku projekta se o tem spraševali, namreč v kar nekaterih bi rekel, gradivih, potem tudi, ki so bila razvita, tudi glede samoevalvacije, pa potem tudi pri sami evalvaciji, sedaj pilota, smo predvsem ne toliko, bi rekel, direktno upoštevali okvir evropskih digitalnih kompetenc, ampak bolj ta model, kompetenčni model kombiniranega izobraževanja, ki je nastal v okviru mreže Inakol. To se nam zdi veliko bolj ustrezen, ker pravzaprav v ospredje postavlja naravnanost in pa osebne značilnosti samega učitelja, se pravi naravnanost na spremembe, naravnanost na dijaka, na razmišljanje o tem, kaj dijak želi, kaj dijak potrebuje in so seveda potem spretnosti pedagoške, didaktične, digitalne, seveda temu podrejene. In pa tudi seveda te osebne značilnosti, kar tudi poudarjamo, pač to neka vztrajnost, odprtost, pripravljenost za sodelovanje v timih in podobno, kar je seveda z tega vidika uspešne spremembe pouka in šole seveda izredno pomembno. Toliko nekaj za sam uvod v projekt, zdaj pa gremo kar k prvemu delovnemu sklopu. Tu smo seveda delali predvsem na ravni šol. Zdelo se nam je pomembno seveda, da šola razvije svoj pristop, da razmisli o tem, kaj si želi. Tukaj smo seveda pripravili tudi nekaj dokumentov na podlagi izkušenj, nekaj, kako se pripravi strategija, kaj strategija pomeni, potem pa tudi nekaj orodij za samo evalvacijo šole, za vprašalniki, za dijake, za učitelje, nekaj smernic, kar je tudi seveda potem tudi na razpolago na spletni strani. Zdaj pa povabil kar ravnatelja iz Kopra, da nam predstavi, kako so k temu pristopili na njihovi šoli. Iztok, izvoli. Hvala lepa. Lep pozdrav. Iztok Grožina je moje ime, sem ravnatelj Srednje tehniške šole iz Kopra. Šola, ki ima skoraj 70-letno zgodovino poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ne morem začeti drugače kot z 13, mislim, če me spomin ne vara, je bil 13. marec 2020, ko smo bili dejansko prisiljeni v zamenjavo šolskega okolja. Mi smo ena od redkih šol, ki smo se takrat odločili, da si bomo vzeli en teden izrednega dopusta in v tem času ne počivali, ampak pripravili teren tako, da bomo lahko šolsko leto 19-20 in potem, tako kot smo videli, tudi naslednje leto izpeljali kolikor toliko normalno in za naše dijake kolikor toliko kvalitetno. Seveda ne na vseh področjih, ker noben
nobena digitalna platforma ali katerikoli orodje ne more zamenjati v večini primerov praktičnega pouka, ki ga imajo dijaki v šolah, delavnicah, šolskih delavnicah pri delodajalcih, ampak vsaj tisti del, za katerega smo smatrali, da lahko izvedemo kvalitetno tudi v tem okolju. Tako da jaz se moram zahvaliti Centru za poklicno izobraževanje, da so nas povabili k sodelovanju k temu projektu in moram reči, da smo bili na začetku zelo entuzijastični in nismo se spraševali, ali moramo ali hočemo, ker smo nekako, dozorela je pri nas misel, da je poklicno šolanje, poklicno in strokovno izobraževanje potrebno redefinirati in samo zamenjava, tista prva faza, ni to, kar smo želeli doseči. Oblikovali smo, na začetku smo izobraževali šolski tim, ki se je izkazal za, resnično moram se zahvaliti vsem članom ekipe, nekateri so danes tukaj, drugi danes niso, ker so v šoli in poučujejo, ampak so pokazali, da je s pozitivnim pristopom se marsikaj da narediti. Kar se tiče strategije šole, postavili smo si 6 ciljev, ki jih vidite navedene tukaj na prosojnici. Prva od teh je bila vzpostaviti redno rabo spletnih učilnic pri pouku. Tukaj smo črpali znanje in izkušnje iz časa, ko so bile šole zaprte in kaj naj rečem, glede na to, da se ta projekt dejansko zaključuje s 30. aprilom, se pravi čez dober mesec dni, smo nekako uspeli to zadevo postaviti na takšen nivo, da sem prepričan, nadaljevala tudi v prihodnje. Redna raba spletnih učilnic. 100%, kot cilj smo si postavili 100% učiteljev redno uporablja spletne učilnice, pomočnica ravnatelja vsaj 3-krat letno kontrolira. Očitno brez kontrole ne gre. 100% nikoli ni 100%, to tudi iz izkušenj vemo, smo pa vsak dan nekoliko bližje temu cilju. Ne gre samo za oddajanje nalog in tako naprej, ampak vztrajali smo pri temu in mislim, da smo na dobri poti, da se spletne učilnice uporablja pri pouku samem. Tudi ko je pouk potekal v šoli. Urejenost spletnih učilnic se je dvignila. Dijaki so nas pohvalili v anketi, ki je bila izvedena maja 2023, se pravi pred malo manj kot letom dni. 256 dijakov je uporabo spletnih učilnic pohvalila. Kar se tiče tretjega cilja, delujoč šolski internet, tehnična podpora dijakom, vsi dijaki so dobili Arnes maile, gesla, učitelji in vzdrževanje šolske opreme pomagajo pri vpisu v spletne učilnice, šolski internet deluje. Na začetku so bile seveda težave, sploh v tistem času, ko smo bili zaprti, zdaj je pa to počasi postal že avtomatizem, da vsi dijaki, takoj ko se vpišejo v srednjo tehniško šolo Koper, se pravi 1. septembra na prvi šolski dan, govorimo o dijakih prvih letnikov, dobijo svoj šolski mail, s katerim potem dostopajo do Arnesovih učilnic, kjer imajo naložene potem vsebine, ki se uporabljajo pri pouku, ki jih lahko uporabljajo pri pouku za učenje in tako naprej. Razvoj digitalnih in pedagoških kompetenc učiteljev. Izvedli smo nekaj izobraževanj in sicer najprej smo učitelje seznanili s tem, kaj sploh kombinirano izobraževanje je, ne samo učitelje, tudi sam sem se moral o tem podučiti, kaj ti marsikaj človek prebere, ampak drugače je, če ti pove nekdo, če ti to stvar predstavi nekdo, ki se s tem ukvarja že na določenem nivoju že daljše obdobje, tako da hvala lepa Filozofski fakulteti za njen doprinos pri tej zadevi in pa z delo z interaktivnimi videoposnetki, H5P tehnologijo in tako naprej. To smo izvedli ravno tako v lanskem letu, februarju in marcu. Naslednji cilj, ki smo si ga postavili, je bilo povečati uporabo digitalnih učnih gradiv in orodij pri pouku in tukaj smo kar nekaj dosegli, tako da je cilj, ki je postavljen in bo do konca tega meseca tudi realiziran. Zastavili smo se tako, da bo vsak strokoven aktiv na šoli
do 30.3., se pravi do konca tega meseca, razvil vsaj eno interaktivno e-gradivo. S tem nameravamo nadaljevati, tako nastaja banka teh zadev, ki jih bojo potem lahko učitelji uporabljali pri svojem delu tudi v naslednjih šolskih letih. Moram reči, da tukaj ni šlo brez težav, zagotovo, sploh ne pri tistih, ki so kakšno zadevo že naredili, pa potem ali moramo še eno narediti. Smo se zmenili, da bodo naredili še eno, vsak strokovni aktiv, kar pomeni z drugimi besedami tudi res sodelovanje vseh članov strokovnega aktiva, ki skupaj ustvarijo eno vsebino, ki jo potem lahko uporabljajo pri pouku kdorkoli od avtorjev teh zadev. In pa podpreti razvoj digitalnih veščin dijakov. Izvedene so bile delavnice za 8 od 11 oddelkov prvih letnikov in delavnice bodo izvedene vsako leto tudi v nadaljevanju. Še naslednji slajd, prosim. Pedagoške rešitve. To je že Simona, se opravičujem. Se lahko tudi jaz povem. Izvoli. Hvala. Torej, najprej en aplavz, ja. Torej, za delovni paket 2.2 pedagoške rešitve smo seveda izvedli različne aktivnosti. Najprej so se naši učitelji izobraževali preko CPJ in Filozofske fakultete in sicer kako se sploh naredijo priprave za kombinirano izobraževanje. Kot je že povedal naš ravnatelj, je bila težava v tem, ker nismo prej vedeli, kaj to sploh je kombinirano izobraževanje, oziroma smo ga mogoče kdaj tudi delno izvajali, pa nismo vedeli, kaj to je. No, ko smo se o tem podučili in seveda so učitelji napisali priprave, je doktor Makovec Radovan priprave popravila, dala povratno informacijo in potem smo se stvari malo bolj lotili v praksi. Torej, pri nas je pilotiranje potekalo na smereh avtoserviser, frizer, tehnik računalništva in pa strojni tehnik. Najprej smo seveda na to morali pripraviti dijake. Pripravljali smo jih tako, da je vsak dotični učitelj, torej vsi 4 učitelji, so v tistem razredu, kjer so pilotiranje izvedli, povedali, o čem bo torej šlo, kako bo to potekalo. Pridobili smo seveda tudi soglasja vseh staršev. Odločili smo se, da bo pilotiranje potekalo v šoli, zaradi tega, ker imamo dijake, ki so iz različnih socialno-ekonomskih, bomo rekli, družin, živijo v različnih razmerah in sploh za strojništvo recimo bi bilo potrebno kakšen malo bolj napreden in program in boljši računalnik in smo se pač za to odločili, da bomo raje izvedli tale poskus pilotiranja v šoli. Starše, kot sem že tukaj navedla, nismo ekstra pripravljali, ampak pridobili pa smo vsa potrebna soglasja. Samo pilotiranje je bilo izvedeno med februarjem in med majem 2023. Sodelovalo je 54 dijakov, 4 učitelji, smeri sem že prej naštela in na koncu, to pa je bilo tisto, kar nam je bilo zelo pomembno, smo pa pridobili povratne informacije dejansko od dijakov in pa tudi od učiteljev, ki so dejansko izvajali uvajanje kombiniranega izobraževanja. Naj povem, da so dijaki bili zelo, zelo veseli, ker je bilo to za njih nekaj novega. Zakaj? Sploh tale flipped classroom, ko v bistvu obrnemo vloge, če sem prej pravilen slovenski izraz je zvrnjeno učenje, sem si prav zapomnila. Torej, jim je bilo zelo všeč, da so tudi sami imeli neke zadolžitve. Poleg tega, kar jim pa je bilo še bolj všeč, to bom pa predstavila malo kasneje, so pa bili vsi interaktivni videoposnetki. Tako, tudi učitelji so podali pozitivne informacije, vendar se je treba zavedati ene stvari, ki pa je doslej še nismo omenili. Priprava takšnega gradiva ni samo zahtevna z tehničnega vidika, ker pač tudi jaz, kot recimo profesorica angleščine, sem se tem srečala prvič, ampak tudi dolgotrajna. Pa seveda zahteva sodelovanje celotnega tima. Darko, hvala, gremo naprej. Tukaj vidite par sličic, kako je potekalo pilotiranje. Tukaj imate najprej primer čisto na levo strojne tehnike, potem tehnik računalništva, od zgore avtoserviserji in pa še en primer strojnega tehnika. Za frizerje pa potem mislim, da je kasneje še ena sličica, ali mi je ušla, ne mi je ušla, se opravičujem. Torej, kar se pa tiče razvoj e-učnih gradiv, je pa takole. Mi smo dejansko posneli
za vse te stvari, kjer smo pilotirali različne interaktivne videoposnetke. In sicer za avtoserviserje premontaža in uravnoteženje pnevmatik, za frizerje stopničasti rez, za strojne tehnike zagon stroja in pa potem smo še dodali določene elemente zraven. In pa za tehnik računalništva smo se prvič lotili v bistvu tudi virtualne resničnosti in smo si v bistvu razvili pogled 360 stopinj model matične plošče računalnika. Znotraj teh interaktivnih videoposnetkov smo poskrbeli, da so bile različne naloge. Torej, od kvizov povezovati so morali besedila s fotografijo, urejati stvari, pol jih je vrglo recimo na neko drugo internetno stran, dali smo jim pa noter tudi kakšne zabavne vsebine, recimo fotografije. Na kar smo pa najbolj ponosni je pa to, želeli smo, da ne sodelujemo samo učitelji pri snemanju tega materiala, ampak smo povabili tudi dijake. In odziv je bil v bistvu fenomenalen. 10 dijakov se je javilo samih, da pomagajo na takšen ali različen način. Najprej smo mislili, da v bistvu, bom rekla, tako smo bili malo bolj zadržani, pa smo rekli, ok, bomo mogoče pomagali pri kakšnih osnovnih stvareh, vendar se je na koncu izkazalo, da jih je kar veliko sodelovalo v različnih videoposnetkih sami, ja. Recimo pri avtoserviserjih mislim, da je 5 dijakov sodelovalo v snemanju tega interaktivnega videoposnetka, pri frizerjih pa je dijakinja 3. letnika v celoti sama, prosim, pred kamero kot profesionalka izvedla stopničasti rez. Tako da na to smo res ponosni in imamo tudi zelo lepe spomine na to. Pa dijaki so seveda pomagali tudi pri urejanju videoposnetkov skupaj s profesorji, tako da smo res sodelovali, utrdili smo vezi in na to smo zelo ponosni. Kar se tiče drugih stvari, mi je bilo rečeno, da ne smem biti predolga in da ne smem povedati vsega, ker bo pa je še pol gradiva bodo predstavljena na delavnici. Ste pa vljudno vabljeni, eden izmed profesorjev, ki je tudi sodeloval pri pilotiranju, pa seveda sodeluje v projektu, se opravičujem, Matej Božič je od zunaj in lahko sami preizkusite tudi te materiale, ki smo jih razvili. Zakaj? Ker smo najprej naložili stvari na YouTube, in tam ne morete sprobati, imamo pa zraven prav iz spletnih učilnic verzijo, ko se lahko sami preizkusite. Tako da mislim, da je danes 13. marec, čez 2 dni imate rok za premontažo pnevmatik, pa se lahko vidite, kako ste dobri kot avtoserviserji. Hvala. Hvala lepa obema, tako Simoni kot Iztoku, za to predstavitev celovitosti projekta in napredek, ki ste ga naredili v teh 2 letih. Seveda tako so sodelovali tudi vse druge šole, tako v Sloveniji, enako seveda so delali tudi šole na Norveškem in Islandiji, tako da teh materialov je nastalo zelo veliko. Nekaj, kot sem rekel, jih je že dostopnih na spletni strani, druge pa še malo urejamo, pa bo do konca projekta seveda tudi vse skupaj dostopno, tudi v uporabo seveda potem drugim šolam. Naslednji del so pedagoški pristopi oziroma usposabljanje učiteljev in v tem nadaljevanju pilotiranje in evalvacija. Tukaj smo razvili s pomočjo seveda univerz, tukaj konkretno seveda oddelka za pedagogiko in pedagogiko 20-urno usposabljanje, ki je tudi dostopno danes v obliki kratkih tekstov, kratkih videoposnetkov, nalog in tako naprej, se pravi znanje, ki je na dober in kakovosten način predstavljeno in seveda omogoča neke vrste, bi rekel, samo učenje. Mi smo izvajali tako, da smo seveda potem uvodoma naredili uvodno delavnico in pa potem zaključno delavnico in pa seveda priprava same učne priprave, potem pilotiranje in v tem nadaljevanju bo Marko tudi predstavil nekatere rezultate te evalvacije. Recimo tukaj bi mogoče samo še poudaril, da so recimo na Norveškem pa ubrali malo drug način. Tam seveda imajo, rekel, tudi že pripravljene ta razna gradiva, tako video kot zvočne posnetke, kot pisna gradiva, vendar so se pa osredotočili na posamezno šolo oziroma je bila pač samo ena srednja šola,
izhajali iz njihovih ciljev in potem na podlagi tega prvega razgovora seveda pripravili same vsebine, ki so jih potem posredovali v nadaljnjih dneh. Tako da so poskušali dejansko slediti temu, da so prilagodili vsako izobraževanje seveda konkretni ciljni publiki. Če sam tukaj še omenim, prav ta izziv prilagoditve izobraževanja konkretnim dijakom, njihovim zmožnostim, njihovi stopnji znanja je pravzaprav bil največji izziv pri tem našem projektu. Se pravi, vse prevečkrat posredujemo seveda neke pakete znanja vsem enako in na vsem enak način. Kombinirano izobraževanje bi tukaj lahko pomagalo k boljšim pristopom, bo pa seveda potrebno v to še veliko vložiti. Zdaj pa kar vabim Markota, da predstavi svoj del. Namreč izvajali smo, kot sem rekel, tudi potem pilotiranje samo in pa evalvacijo in nekateri rezultati so že znani. Lep pozdrav še v mojem imenu. Torej jaz bom vam v kratkem času predstavil nekatere rezultate tega pilotne izvedbe ali pa pilotnega uvajanja kombiniranega izobraževanja na šolah. Seveda samo en del teh rezultatov, ker v 10 minutah, kot nam je bilo odobreno, se lahko samo na določene vidike osredotočimo, tako da jaz se bom danes osredotočil na vidik dijakov, očitno zelo vroča tema, ker je zdaj začel tukaj kar naenkrat hladno postalo, ne več vroče. Torej, na novembrski konferenci CPI sem že predstavil nekatere vidike evalvacije z vidika učiteljev, danes seveda z vidika dijakov. Kaj smo evalvirali? Oziroma, delno je že Darko to predstavil, torej 2 anketi, ena za dijake, ena za učitelje. V nekem delu so si bile podobne. Pri učiteljih smo se nekoliko bolj osredotočili tudi na vidike, to, kar je že Simona izpostavila, torej kako so načrtovali, kako so prilagajali in tako dalje svoje delo. Pri dijakih pa predvsem seveda njihovo doživljanje tega in mnenja o kombiniranem izobraževanju. To so nekako bila raziskovalna oziroma evalvacijska vprašanja, zdaj pa če grem kar hitro na rezultate. Torej, pri učiteljih je bilo nekoliko manj, manjše število odgovorjenih anket, slovenski in pri dijakih in učiteljih seveda prevladujejo, to je posledica števila institucij, ki je sodelovala v tej evalvaciji. Tako da imamo tukaj pri učiteljih 27 učiteljev, od tega 15 slovenskih, pri dijakih pa 144 dijakov, od tega velika večina slovenskih dijakov, 102 dijaka. Bolj podrobno, kako se je po šolah to razporedilo, v tem trenutku ne bi šel. Najprej bi pokazal rezultate glede mnenja dijakov, seveda katere digitalne kompetence so pridobili v času izvajanja kombiniranega izobraževanja. In tukaj seveda največ, in to je logično, najbolj so odgovarjali v bistvu, da so pridobili kompetence z področja uporabe digitalnih orodij. V Sloveniji tudi prevladujejo te kompetence spletnega komuniciranja, uporabe različnih aplikacij, tehnologij in tako dalje, ki se lahko uporabljajo za učenje. Mogoče samo za kratko metodološko pojasnilo, to je bilo v bistvu vprašanje, kjer so lahko dijaki izbirali več odgovorov in te odstotki pomenijo, koliko dijakov je izbralo tudi ta odgovor. V povprečju pa je izbral, kar se mi zdi, da je tudi dober rezultat projekta, 9 kompetenc smo jim ponudili, nekoliko smo te različne okvirje združili in eno krajšo lestvico oblikovali, smo pa v bistvu vsebinsko poskušali vse vidike, tudi DIC-COMP-EDU in ostalih okvirjev zajeti v to našo lestvico. Torej,
od 9 kompetenc so nekako v povprečju v vseh državah, ne samo v Sloveniji, izbrali napredek pri 5 kompetencah, torej več kot 5 digitalnih kompetenc so po njihovem mnenju uspešno razvijali v času pilotne izvedbe. Zelo nas je zanimalo in to je bilo seveda tudi neko naše raziskovalno vprašanje, mogoče ne tako eksplicitno, torej kako delo učitelja vpliva na doživljanje in uspešnost in učinkovitost izvedbe kombiniranega izobraževanja. In eno od vprašanj je bilo tako za učitelje kot tudi za dijake, kako pogosto so pač uporabljali oziroma delali na določene načine. Tukaj sem sicer pač to opisal kot načini dela, gre za učne metode, lahko mogoče bolj širše še učne pristope. Lestvica pogostosti je bila, ena je bila nikoli oziroma skoraj nikoli. Glede na to, da se tukaj bolj ali manj na te povprečne 3 oceni, to je občasno, a ne, se uporablja največ. Zdaj, če se osredotočam na Slovenijo, so seveda dobivali dijaki povratne informacije in učno podporo preko različnih spletnih pač orodij ali pa tudi v živo lahko. Ampak tukaj mislim, da smo bolj ali manj razmišljali o tem, kako so delali na spletu dijaki in učitelji. Potem sledijo različni kvizi in naloge v bistvu za preverjanje znanja. Tukaj smo glede na to, da jih je veliko uporabljali, spletno učilnico Moodle, da so razvijali, tako kot je že kolegica Simona omenila, Hapit P gradiva, te dejansko omogočajo te možnosti. In pa posnete predstavitve v bistvu v Sloveniji so tudi nekako zelo prevladovale. Če se spomnite slik, ki so jih prej kazala, v glavnem so zelo veliko se snemali in evo še tudi danes se snemamo. Pomembno vprašanje, če hoče katerokoli učenje biti uspešno, da bo tudi pač dolgotrajno, pač znanje, kakovostno je pomembna motivacija. Tukaj smo v bistvu pač vzeli eno lestvico o notranji motivaciji avtorja Dessija in Ryana. To je dolga lestvica, mi smo jo skrajšali, pa še mislim, da je še vedno bila nekoliko predolga v našem vprašalniku. Tukaj predstavljam pač združenje te pač trditve v tej lestvici, ki so združene v 4 kategorije, torej koliko so dijaki videli izvedbo kombiniranega izobraževanja, da jim je spodbujala oziroma da so med tem pač jih je zelo zanimala, da se je razvijal njihov interes za učenje, koliko so v bistvu oni videli, da so bili angažirani pri tem in so se tudi prizadevali med učenjem, kako se jim je tukaj občutek kompetentnosti razvijal, to vedno v bistvu poudarjamo, ta občutek, da lahko uporabljam, da zmorem, in pa koliko se mi je zdela v času pač izvedbe, pilotne izvedbe, vsebina koristna, relevantna pač za področje, na katerem se izobražujejo. In tukaj v bistvu kakšnih večjih, bi lahko rekli, razlik ni, vse ta povprečja so si dokaj podobna, torej če se za Slovenijo povem največ mogoče, jim je v bistvu ta nov pristop zbujal interes, da so se čutili v bistvu, da jim je bilo zanimivo, so radi sodelovali in kar je zelo dober v bistvu občutek kompetentnosti, tudi tega so zelo zaznavali, ampak zdaj sama povprečja mogoče niso toliko zanimiva, kako pa v bistvu so ta povprečja povezana z učnimi pristopi, ki so jih učitelji uporabljali, ker mi seveda želimo vedeti, s katerimi učnimi pristopi smo določene vidike te motivacije spodbujali. Tukaj v bistvu sva pač midva z dr. Makovec Radovan, tukaj prisotna, v bistvu že malo dodatno analizirala te naše rezultate in ugotovila neke stvari, ki se zelo, mislim, bom rekel, skladne z tem, kar je prej dr. Flogi poudaril. V bistvu, da so tiste, bom rekel, ne toliko inovativne in s tehnologijo povezane metode zelo pomembne tudi pri pač izvedbah oziroma pristopih povezanih s tehnologijo, kot je kombinirano izobraževanje, definitivno eno od teh pristopov. Torej, za interes
za učenje je bilo najbolj povezan takrat, kadar so dijaki zelo pogosto oziroma učitelji zelo pogosto v bistvu dajali povratne informacije in v bistvu nudili podporo dijakom. Drugi v bistvu, eden od teh, tukaj samo tiste najpomembnejše povezave predstavljam, ko so uporabljali interaktivna gradiva. Tukaj predpostavljam interaktivna gradiva oblikovana s H5P. Potem nas to, koliko so v bistvu oni vlagali truda, koliko so se angažirali zopet, skupinsko projektno delo, torej neke skupinske vrstniške, vzajemne oblike oziroma metode dela in zopet povratne informacije in podpora učitelja. Za občutek kompetentnosti, to je tudi že iz drugih raziskav že večkrat bilo potrjeno, torej povratna informacija je eden glavnih virov občutka kompetentnosti. Poleg tega pa seveda sprotni kvizi v spletnih učilnicah, naloge in tako dalje. Kar se tiče koristnosti vsebine, povratna informacija, spet podpora učitelja in pa spletna gradiva, ki so bila direktno povezana z nekimi moduli strokovnimi, ki so bili vključeni v to pilotno izvedbo. Pomembno je, da vemo tudi, kakšen odnos oziroma stališča so imeli pač dijaki do kombiniranega izobraževanja. Tukaj je bila pač lestvica, se sploh ne strinjam oziroma se strinjam in to, kar je pač mogoče spodbudno, mogoče celo presenetljivo, da je bila dokaj visoko povprečje, ali pa tudi ne, v bistvu, da so menili, da je dejansko kombinirana oblika boljša od klasične oblike izvedbe, torej tradicionalnega izobraževanja, da so menili, v bistvu, da so v času kombiniranega izobraževanja bili bolj motivirani za učenje. Mislim, da je zelo dober rezultat teh pilotnih izvedb in dela učiteljev, definitivno. Tole je velikrat tudi eden od teh predsodkov, od katerih je prej dr. Floge govoril, delo s tehnologijo, spletno učenje in v bistvu vsa ta orodja nam dajo slabšo kakovost znanja, vsaj po mnenju dijakov, dobijo enakovredno ali boljše znanje v bistvu kot v klasični izvedbi. Da se izboljšajo poklicne kompetence, to je najbrž eden od glavnih ciljev in želja v bistvu nas učiteljev, da jim omogoča večje sodelovanje in učinkovito. Vse so to v bistvu nekoliko nadpovprečno, niso zelo visoka, ampak nadpovprečno ocenjena mnenja oziroma stališča. Kaj je vplivalo na podoben način, nas je zanimalo, kaj je zdaj vplivalo v bistvu na ta stališča. Tukaj v bistvu ni tako pogosto ta povratna informacija, ampak te sodelovalne učne metode oziroma učne oblike. Sodelovalno učenje, povratna informacija, uporaba sodobne tehnologije pri tem, da so imeli mnenje, da jim v bistvu kombinirano izobraževanje izboljšuje poklicne kompetence. In tukaj pa vse tri v bistvu združene pri tem, v bistvu, da je kombinirano izobraževanje bolj učinkovito kot klasično. Ena od pomembnih stvari, to smo že zadnjič na novembrski konferenci poudarjali, da se je tudi pri učiteljih ta strah oziroma ta problem pojavil, torej problem obremenjenosti. Tukaj smo uporabili neko Nassino lestvico različnih vidikov obremenjenosti pri določenih nalogah. In tudi, tako kot pri učiteljih, so tudi dijaki nekako odgovarjali, da v bistvu je ta oblika pač lahko bolj tudi pač obremenjujoča. Torej, v bistvu najvišji, so tukaj pač dijaki naši odgovarjali, to je bila spet lestvica od 1 do 5, tako da povprečje više kot je, bolj so se čutili obremenjeni med tem kombiniranim izobraževanjem. Torej časovno, to mi vsi vemo, vse kar že prej, ko je Darko začel s tisto nalogo, pa prej, ko je omenila, vse je to povezan z nekimi roki, dokdaj treba oddati, nadzor, bi lahko rekli, je večji kot v bistvu, če nekaj delamo tako v živo, pa se lahko malo tudi v bistvu kakšne stvari malo zamaknejo. In pa v bistvu to, koliko so mogli nekega truda vložiti v pač naloge, ki so jih upravljali v času pilotne izvedbe. Kako je to je zdaj zadnja prosojnica, kako je to povezano z uporabo metod, mi vsi pač želimo, da bi pač uporabljali potem tiste metode, ki jih ne dodatno ali pa bolj obremenjujejo.
časovna obremenitev je bila najbolj v bistvu pogosto povezana z tem, v bistvu koliko nekih kvizov, zadolžitev in tako naprej so imeli. To je bila dobra povratna informacija tudi za moje delo s študenti, ker se mi zdi, da tudi včasih nekoliko pretiravam s kvizi v spletnih učilnicah. To, v bistvu, da so se čutili nemotivirani, da so se čutili nelagodno, negativna čustva in tako dalje, je v bistvu zelo povezan z videokonferencami, torej vsemi temi srečami preko Zooma in tako dalje. Mislim, da je to neka izkušnja tudi že iz časov COVID-a, če se spomnite, Zoom, fatig in podobni izrazi so se začeli uporabljati. Torej kako to, da imamo mi ves čas neko kamero usmerjeno vase, lahko vpliva v bistvu tudi na naše počutje v teh spletnih videokonferencah. Nekoliko manj, v bistvu tudi količina videoposnetkov, v bistvu najbolj miselno zahtevni, oziroma da so počutili, v bistvu, da morajo najbolj se angažirati miselno, ko so uporabljali te tehnologije obogatene ali nadgrajene in navidezne resničnosti, zopet pri videokonferencah in kaj v bistvu, kako so videli, da morajo največ v bistvu spet se delovno angažirati, pač videokonference. Torej videokonference, to, kar mi zelo radi uporabljamo, Zoomi, Teams in podobne aplikacije, dejansko so obremenjujoči in dvigujejo in to, bom rekel, raven oziroma znižujejo raven motivacije, zvišujejo pa ravni drugih obremenitev, kot jih pač zaznavajo seveda dijaki. Najlepša hvala. Več o tem pa na delavnici, a nekaj bo kolegica Ema imela kasneje po pauzi. Ja. Vsi ti rezultati in še več, vse, kar jaz sem zdaj tukaj samo en del vprašalnikov predstavil, imeli smo še vprašalnik glede zadovoljstva, ki je v bistvu zelo podoben bil, kar se tiče stališč, učnih strategij, ki so jih uporabljali in različne primerjave pa v poročilu, ki ne bom omenjal datuma, ampak bo kmalu objavljeno na spletni strani. Hvala lepa tako za to zelo informativno predstavitev, zelo poučno, pa seveda sploh pa za delo v projektu. Res hvala lepa. Zdaj nam pa že tako malo časa zmanjkuje, ampak gremo naprej še k zadnjemu paketu našega dela v projektu. Verjetno smo za to pa porabili največ časa in energije. Tukaj bom zdaj povabil dr. Uroša Ocepka, ki je tudi prevzel moderiranje in koordinacijo tega dela. Samo še to omenim, poleg samega dela smo pripravili seveda tudi določene sklope usposabljanj, tako za pripravo videoposnetkov, 3D modeliranje, interaktivnost učnih gradiv, nekaj bilo tega danes tudi že omenjenega, kar so seveda učitelji zelo dobro sprejeli. Seveda sama priprava pa zahteva potem zelo veliko energije in pa časa. Uroš, izvoli. Hvala, še tole prosto. Lep pozdrav še v mojem imenu. Moja šola, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, je prevzela koordinatorstvo delovnega paketa 2.3. Seveda srečevali smo se preko Zooma, tako da je bilo veliko stresa, sicer pa mislim, da karkoli ima koren noter konferenca je stresne, ocenjevalna pedagoška konferenca in tako naprej. Tako da bi bilo to mogoče potem uporabiti. Seveda, v bistvu ta delovni paket se je fokusiral na izdelavo gradiv, ker če imamo šolsko strategijo, če imamo učitelje, ki izvajajo kombiniran pouk, nimamo pa gradiv, težko karkoli naredimo. Tako da mi smo reševali to zagato. In sicer, če si pogledamo, kaj vse smo nekako naredili, seveda najprej smo identificirali učne enote in učne cilje, ki jih bomo pokrili potem in smo jih pokrili seveda z našimi gradivi, razvili učne scenarije, ker smo zapisali celotne korake, kaj želimo razviti, seveda zraven se odločili tudi za tehnologijo. Potem smo se lotili izdelave vaj oziroma nalog, tudi izdelali praktične rešitve in tisto, kar se najbolj veselimo v mesecu aprilu, da bomo obiskali Islandijo, kjer se bomo tudi pogovarjali o teh rešitvah. Sicer pa pri tem so sodelovali 4 slovenske šole, potem 2 norveški
in ena islandska. Lahko povem, da smo res konkretno delali na teh projektih, bilo je ogromno dela, odlično sodelovanje, imeli smo mesečne sestanke, tako da vsa ta gradiva bodo tudi javno dostopna. Mogoče pa samo za ogled, ker imam manj kot 10 minut na voljo, da smo pokrili področja videoposnetkov obogatene s H5P, razširjeno resničnost, virtualno resničnost in tudi izdelali smo resno izobraževalno videoigro, tako da smo 4 različne vidike tudi pogledali. Sicer pa kar konkretno, pa verjamem, da bo kasneje tudi Celje bolj predstavilo. Na naši šoli smo izdelali videoigro, gre za neke vrste metaverse, ustvarjanje digitalnega dvojčka v tem procesu in da kar konkretno pogledamo, bom pritisnil play. Noče. Aha, verjetno, ker je predelan PowerPoint. Vse bo. Tako da sedaj si boste lažje pogledali, kako sama igra poteka. Torej imamo seveda uporabnika, ki se premika po razredih, dobi neke vrste povratne informacije, na kakšen način naj to igro uporablja in seveda potem se mu odpre neka drugačna različica naše šole, obiskuje seveda različne programe, lahko delovne mize, na mizi imamo aktivnosti, ki se bojo prikazale in seveda potem lahko mi zadevo rešujemo, lahko delamo naloge in na koncu imamo tudi ocenjevanje. Tako da na takšen način mi v resnici omogočamo, da dijaki imajo samo izkušnjo ne v razredu, ampak tudi v virtualnem svetu. Zdaj končno ste dobili nekoliko posnetek, ki je upočasnjen, verjetno zato, ker je datoteka večja od 500 megabajtov, glede, to so vse združene. V glavnem tu vidite ta digitalni dvojček naše šole. Ideja seveda je, da bi potem zadevo nadgradili tudi še v drugih, za druga področja, v tem primeru pa dijak spoznava področje elektrotehnike. Povezali smo se tako s profesorjem elektrotehnike, tudi s kolegicama angleščine, sta pa seveda dva kolega prevzela samem razvoj, z mano je tudi Žiga Podplatnik, ki je soavtor te računalniške igrice. Sedaj pa bomo še pogledali ostale šole na hitro. Novo mesto se je ukvarjal z obogateno resničnostjo, tako da so obogatili področje za program tehnik računalništva. Celje se je, obogatena resničnost, to je virtualna resničnost, prav sem povedal, so naredili tudi neke vrste digitalni dvojček za proces snemanja celotnega procesa, od tega, katere vse naprave se uporabljajo, kot tudi bolj algoritmičnega, na kakšen način pristopamo k temu projektu. Simona z Kopra je tudi že predstavila, naredili so precej videoposnetkov, več kot smo nekako na začetku načrtovali, tako da res pohvalno, tudi pa vidite malo bolj povečani sliki samega snemanja, kar pomeni, da res smo Slovenci maksimalno naredili za to, da smo obogatili naše poklice pri samem izobraževanju. Tujci pa tudi so še dodatno obogatili z njihovim vidikom, kot že rečeno, imajo kombiniran način izobraževanja že precej časa. Tu vidite primer šole Asiden, kjer gre za neke vrste obogateno resničnost in virtualno resničnost združeno s videoposnetki H5P. Potem višja šola Viken je naredila kot zanimivost tudi neke vrste turistično aplikacijo in sicer gre za obogatitev turističnega raziskovanja njihovega področja z obogateno resničnostjo. In tudi imamo še primer islandske rešitve, ker pa so tudi naredili neke vrste digitalnega dvojčka, gre za sprehod skozi vse delavnice, te delavnice pa potem imajo na vseh postajah točke, kjer lahko dijaki dobijo povratno informacijo, kako se naprava uporablja, na kakšne načine. Seveda so potem učitelji za vsa ta gradiva naredili tudi neke vrste vaje, aktivnosti, da potem lahko vi to testirate in zadevo tudi izvedete. Sicer pa s tem bom tudi zaključil, mogoče še ena misel, ki je nekako spodbudila tudi mene kot koordinatorja, ker sem prvič prevzel tako številčno koordinatorstvo. Pomembno je, kakšno nalogo damo tako učencu kot učitelju, ker če bomo lahko naredili nekaj svojega, potem nam bo to veselje in umetnost. Hvala. Hvala lepa. Uroš bo pozneje v delavnici tudi še predstavil posebno področje, kako pa še umetno inteligenco integriramo v vsa ta gradiva, tako da ste lepo tudi tja povabljeni. Zdaj pa prosim še Matica, da nam v parih besedah tudi predstavi zelo zanimiv pristop. Evo, izvoli. Super, najlepša hvala. Lepo pozdravljeni.
Ja, naš koncept je v bistvu bil virtualni studio. Zdaj se bom v bistvu sam ustavil malo bolj na eni opremi, ki smo jo s tem lahko dobili. V bistvu 3D Vista je program, s pomočjo katerega smo zajemali 360 oziroma urejali 360 stopinjske videe in 360 stopinjsko okolje. Kar bom pa potem malo več predstavil, no je pa rokoko obleka, Blender pa H5P, pa tako smo že danes slišali, ne. Žal zaradi tehničnih, najprej 3D Vista, ko naredite 360 stopinjske videe oziroma posnetke, neko tako okolje, kamor lepo vse scene potem naložite in lahko potem na desni strani enostavno dodajate, kaj se naj zgodi, ko se nekdo nahaja v tem 360 stopinjskem prostoru. Take točke smo dodali, ki potem jih lahko nekdo, ki ima ta virtualna očala, ne, potem pogleda v to točko in se mu napiše, kaj je brezžični oddajnik, kaj je, ne vem, sprejemnik, kaj je crane, kaj je kamera, kaj so objektivi in podobno. Največji dodatek, ki so ga pa tudi dijaki pohvalili in pa predlagali, ne, je pa tale rokoko obleka. Žal zaradi tehnične zapletenosti jo danes trenutno ne morem pokazati, lahko pa potem zunaj, mogoče med odmorom, si jo pogledamo. Dejansko ta obleka zajema gibanje, ne, lahko vidimo, da kar ima oblečeno in tudi karakter na računalniku ima dvignjeno roko, tle nova poza, kjer je dvignil nogo in dejansko karakter tudi dvigne nogo. Zakaj je to zelo zanimivo? Zaradi tega, ker v naših videih, v našem tem virtualnem studiu, ki ga bomo naredili, ki je že narejen, je potem notri dejansko oseba, karakter, ki je lahko kdorkoli, ki posname svoje gibanje, ne, ga tle zajame in potem se ustavimo noter v ta virtualni svet in medtem, ko ti stojiš, lahko nekdo pristopi do tebe, ti poda navodila in je ta interakcija veliko bolj osebna, kot pa če zgolj samo opazujemo v nekem svetu in ga sami raziskujemo, ne. Na to temo imamo potem nekako lahko enega virtualnega vodiča. Sam dijak načeloma lahko posname vse te stvari, vse te gibe, vse te animacije in potem lahko v bistvu zaigra več ljudi hkrati. Imamo že tudi nekaj raziskovalnih nalog na to temo. Za obleko mislim, da so si zaželeli, da bi naredili nekega virtualnega asistenta za neko spletno stran ali pa za pač kak program in dejansko potem vse te animacije so posnete znotraj hiše. Spletna stran, spoznajte filmski studio, zdaj ne vem, povezava bo delovala. Če se bo odprl. Se pravi, nekako tako je v bistvu potem v tem studiu, kjer se nahajamo. Zdaj, to je v bistvu namenjena ta aplikacija za očala, ne. Na spletu žal zaradi pač prostora in tehničnih stvari pač tega virtualnega asistenta ni noter. In pač potem lahko se pač premikajo, si izberejo določene stvari. In na tak način pač potem dijaki dobijo občutek, kako je biti na nekem filmskem setu, ne. Imamo tudi 360 stopinjske videe, ki smo jih posneli na snemanju filma Šepet metulja in tudi te bomo kasneje vgradili noter, ampak pač se pravim, zelo veliko je tega tehnično treba obdelati pa predelati, da bo potem ustrezno, tako da več si lahko pogledate na spletni strani. Hvala. Tako, nekako smo prišli do konca tele naše predstavitve v tem dopoldanskem delu. Mogoče še misel za zaključek. Kombinirano izobraževanje ni samo znanje, spretnosti, ampak seveda tudi vztrajnost, samodisciplina, sposobnost prilagajanja, to, kar je pravzaprav tudi projekt KIPSI, Blendwet
In seveda vsem želim vztrajnosti še naprej, tudi predvsem seveda z vidika našega sodelovanja, pa tudi seveda zdaj delavnic potem popoldne. Tako, hvala lepa. Špela, boš ti napovedala? Ja, ok. Aha, mogoče še to, ja. Ok, imamo tudi zmagovalce prve nagradne igre, druge nagradne igre si sledijo potem še v delavnicah, a to po vrstnem redu, seveda naša Ema Meden, Leja Augustin, Uroš Ocepek, Anja Dovžan, Iztok Družina, Vesna Parkel, Aleksandar Sladojevič, bravo direktor, Mateja Hergan, Mitja Weber in pa Luka Hribar. Čestitam. Nagrado prevzamete pri registracijskem pultu. Ja. Pa še nekaj tehničnih navodil. Zdaj imamo odmor, tega se zagotovo veselite. Privoščite si prigrizek. V tem času vas vabimo, da si ogledate interaktivne videe, ki so jih razvili na Srednji tehniški šoli v Kopru. Lahko si, kot je Matic omenil, pobliže ogledate delo z interaktivno rokoko obleko v virtualnem studiu, ki jo zdaj uporabljamo na Medijski šoli Šolskega centra Celje. Udeleženci v okolju Konfiva si boste sami postregli s kavo, žal, pa tudi prigrizkom, upam, da ste pripravljeni. Lahko pa se medtem sprehodite po spletni strani našega projekta. Po odmoru ob 11:30 se bomo pa razdelili v 3 delavnice. To velja tako za nas, ki smo tukaj, kot tudi tiste, ki ste nam pridruženi preko digitalnega okolja. Vas pa seveda prosimo, da ste točni. V delavnici 1 bodo sodelavci projekta predstavili uporabo kombiniranega izobraževanja v pedagoški praksi. Delavnica 2, tam boste razmišljali o uporabi umetne inteligence v in za kombinirano učenje. In delavnica 3, v kateri nam bodo partnerji iz Norveške in Islandije govorili o svojih izkušnjah v projektu. In pa potem po zaključku teh delavnic se ob 13 zopet zberemo v tej dvorani C. Kolikor vem, ne? Dober tek, privoščite si.